Dobro večer in lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki ste se pogovornemu večeru pridružili prek Zooma, ter vsi, ki ga spremljate prek YouTuba. V naslednji uri se bomo posvetili rešitvam Nove Slovenije za zdravstvo. V goste je prišel Matjaž Trontelj, predsednik strokovnega odbora za zdravstvo pri Novi Sloveniji. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Kot sodelavca se bova verjetno kar tikala, ne? Ja, tikala in pa seveda dobro večer in seveda dobro večer tudi vsem poslušalcem, ki nas spremlja preko Zooma. In pogovarjala se bova o zdravstvenem programu, o dostopnem javnem zdravstvu, čakalnih vrstah. Za uvod pa bova načela ključne ukrepe Nove Slovenije. K sodelovanju pa ste vabljeni tudi vsi, ki nas spremljate prek YouTuba ali Zooma. Vabimo vas, da svoje vprašanja ali mnenja zapišete v komentar in skušala se bova odzvati. Kot ste že vajeni, pa vprašanja sprejemamo samo v pisni obliki. Torej, kaj bova rekla o slovenskem zdravstvu, Matjaž? Bolniki čakajo v predolgih čakalnih vrstah, zdravniki so postali nebodiga treba, zdravstveni delavci odhajajo iz javnega zdravstva. Kje je torej slovensko javno zdravstvo? Ja, jaz bi mogoče najprej res tukaj rad poudaril, da v slovenskem javnem zdravstvu deluje izjemno veliko posameznikov, odličnih strokovnjakov, medicinske stroke, zdravstvene stroke, vse ostale stroke, ki delujejo v sistemu. In to so tisti posamezniki, ki danes resnično še zagotavljajo, da pravzaprav vsak posameznik, ki pride v zdravstveni sistem, dobi odlično zdravstveno storitev. Seveda pa je tukaj na drugi strani sam zdravstveni sistem, ki seveda na nek način sili vso zdravstveno osebje k nenehnim spremembam, k nenehnemu omejevanju, k nenehnim pritiskam, kaj vse se pričakuje. Nenehno so podvrženi seveda tudi očitkom, kaj vse so, kaj vse niso. Skratka, v takih razmerah seveda zdravstveni kader je izčrpan, je utrujen in na mnogih področjih seveda že obremenjen daleč preko razumskih normalnih meja. In zato je skrajni čas, poudarjamo v Novi Sloveniji, da to zdravstvo dobi en svež veter, dobi svežo energijo. Praktično smo na robu pomladi zdaj, že kmalu bo pomlad, in jaz mislim, da s to svežino, ki pravzaprav tudi Nova Slovenija ponuja, sem prepričan, da lahko tudi to zdravstvo peljemo v pravo smer oziroma obrnemo v tisto smer, ki bo vsem zagotavljala varno, dostopno, kvalitetno zdravstveno storitev. No in jaz bi začela kar pri tem segmentu, ki ga ti pogosto omenjaš, pa ga mogoče sploh ni toliko v ospredju. Iz tega, kar si zdaj uvodoma povedal, namreč potrebno je zaupanje, da se lahko lotiš katerekoli spremembe, ne? Ja, to je ključno srčika vsega, da lahko narediš spremembe, ravno to zaupanje. Se pravi, če ti želiš vpeljati spremembe, vsi se bojimo na nek način sprememb, vsak od nas ima malce strahu, kaj bo prineslo, ponovadi na slabše, ne. Nihče ne pomisli na boljše, ne. In ključno je tukaj zaupanje, da znaš kot tisti, ki si odgovoren za področje, da znaš predstaviti rešitve, da znaš navdušiti, da znaš zaupati in da na nek način dobiš tudi to, mandat strani tistih, ki bodo spremembe vpeljevali, da je to prava pot. In to je tako, kot bi rekel, kar se zdaj dogaja, je pravzaprav tako, da večina zdravstvenega kadra, ki delajo v zdravstvenem sistemu, nekako ne sprejemajo teh predlogov in rešitev, ki so bile vpeljane v zadnjem obdobju, v zadnjih letih in so vpeljali odločevalci. In je popolnoma logično, da potem so te spremembe zelo težko uresničljive in sprijete. To je tako, kot težko bije general vojno, bitke, če nima za sabo vojske. In ravno tako je na tem področju. Če tisti odločevalci, ki so odgovorni za zdravstvo, nimajo za sabo komplet, stroke in vsega ostalega, bodo težko vpeljali kakršnekoli spremembe. Zato je za Novo Slovenijo je ključno v tem trenutku in to je prvi korak naših rešitev ali naših predlogov je, da takoj pričnemo s tem vzpostavitvijo tega zaupanje med vsemi, ki delajo v zdravstvenem sistemu, da se zopet usedemo vsi skupaj za isto mizo, se pogovarjamo in dogovorimo. Ni dovolj samo pogovarjanje in dogovorimo, kako bomo prišli iz te situacije, v kateri smo, kajti Slovenija si zasluži samo najboljše. Naša prelepa Slovenija ima potencial, da tudi na tem področju je uspešna država, uspešna družba in tukaj je potrebno pa pravzaprav to narediti. Zaupanje, ne se obmetavati z vsemi raznimi očitki, kaj je, kdo in kako je. To ni prava pot. Prava pot je, kot rečeno, zaupanje, sodelovanje in, medsebojna naklonjenost k pravim idejam in k pravim rešitvam. Predvsem k rešitvam, ne. In rada bi, da začneva pravzaprav z najpogostejšim očitkom, s katerim se sooča Nova Slovenija, ko govori o rešitvah v zdravstvu, in sicer, da namerava Nova Slovenija privatizirati zdravstvo. Kako bi odgovoril na to? Je to res? To absolutno ne drži.
Nikoli nikdar in tudi v nobenem dokumentu Nove Slovenije ni zapisano, ali je pravzaprav izražena kakršnakoli namera po kakršnikoli privatizaciji zdravstvenega sistema. Sam menim, da mnogi, ki te očitke izpostavljajo, niti prav dobro ne razumejo, kaj pomeni privatno zdravstvo. In v Sloveniji praktično tudi danes nimamo privatnega zdravstva. To mislim, da je potrebno zelo kategorično zavrniti. Ravno nasprotno. Mi smo prepričani, da je ključna stvar kvalitetno javno zdravstvo, ne državno, javno zdravstvo, in da je pravzaprav vsak posameznik te storitve deležen v okviru javnega zdravstva. To pa predvsem pomeni, da je tudi plačano iz strani ZZS-ja in to je pravo javno zdravstvo. Seveda pa javno zdravstvo ne pomeni, da lahko pa zdravstvene storitve izvaja samo državni izvajalci oziroma izvajalci, ki jih je ustanovila država, ampak kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev. In tukaj je ena velika razlika med nami in bi rekel kar mnogimi drugimi, ki pa zelo močno poudarjajo samo to državno zdravstvo in to potem javno zdravstvo popolnoma zbledi. Tako da, ampak ključna je ena druga stvar. Ključna je pravzaprav stvar tista, da se mi postavimo vlogo pacienta, uporabnika zdravstvenega sistema. In ta pacient, uporabnik si želi samo eno. Varno, dostopno, kvalitetno zdravstveno storitev, ki jo potrebuje in je plačana, kot že rečeno, iz strani ZZS-ja. In to je ključna poanta. In Nova Slovenija v ospredje, v središče, v ospredje, kakorkoli poudarja ravno to. Da ključna stvar je, če se mi postavimo vlogo pacienta, zelo enostavno ugotovimo, katere rešitve so tukaj najboljše. Poudarjam pa še enkrat, pri javnem zdravstvu je ravno ključno to, da ne zamešamo z državnim zdravstvom in ne definiramo pravzaprav, kje se lahko izključno izvaja storitev, ki jo plača ZZS. Zato poudarjam še enkrat, Nova Slovenija nikakor nima nobenih želja, nobenih potreb, nobenih razmišljanj o kakršnikoli privatizaciji. V Sloveniji praktično privatnega zdravstva je res malo. Če bi mi pogledali storitve, ki jih opravijo zasebniki, je to je ranga nekje do 5%. Tako da to bojazen, da bi zdaj v tem obdobju kdorkoli lahko naredil neko privatizacijo, je popolnoma zameglitev, a ne situacija, v kateri je, in odmik fokusa od resničnega problema. Resnični problem je nedostopnost do zdravstvenih storitev, preveliko število čakajočih, predvsem čakajočih na dopustno čakajočo mejo. To je po mnenju Nove Slovenije nekaj, kar družba tega časa pravzaprav si ne bi smegla dovoliti. Ker vemo, da nadopustno čakajočo pomeni, da to vpliva na zdravstveno stanje posameznika. Zato tukaj bom povdarjam še enkrat, Nova Slovenija ne privatizira, ne bo privatizirala, ker nima tega nobenem programu, smo pa zato, da ima posameznik dostopno, kvalitetno, varno zdravstveno storitev pri katerikoli izvajalcu, ki izpolnjuje vse pogoje za to, da je kvalitetna zdravstvena storitev pri njemu opravljena. Pomemben element je tudi pravočasno, se pravi, ko jo potrebuje. Zdaj si že nakazal pravzaprav, od kod izhaja ta očitek, ker mi pravimo tudi, pravzaprav imamo zakon že pripravljen, zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katerim bi odpravili vsaj za začetek, se pravi, nedopustno dolge čakalne dobe, in sicer tako, da bi ponudili bolnikom na razpolago vse zdravstvene izvajalce, ne glede na pravni status. Se pravi, bolnik, ki bi dobil napotnico, bi si sam izbral, kam gre po storitev, se pravi, verjetno bi šel tam, kjer bi jo dobil najprej, in potem bi storitev krilo zdravstveno zavarovanje oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker tja vsak mesec vplačujemo zdravstveno zavarovanje, prispevke. Mislim, da je za povprečno plačo to približno 300 evrov na mesec, malce čez, tako da si mogoče malo predstavljamo, o kakšnem denarju govorimo, pa če to pomnožimo z 12, pride to kar konkreten denar. Skratka, to bi bila, kot smo rekli, prva rešitev razvojne vlade, ko bi dobila možnost, da uredi stvari. Tako. Seveda najprej še tisto, kot sem prej rekel, zaupanje z vsemi deležniki. Seveda druga stvar je pa tisto, kar je največji problem, ki ga pravzaprav vse stranke tudi naslavljamo in vse stranke to poudarjamo. Predolge čakalne vrste so ključen problem in to je za nas urgentno stanje. In če mi želimo urgentno stanje rešiti, spraviti na boljšo situacijo, kot je danes, je potrebno narediti samo eno stvar in to je, da takrat, ko voda teče v grlo, izkoristiš vse razpoložljive resurse, kar jih imaš. To je osnovna logika, na vseh področjih tako delamo in ravno tako bilo tudi potrebno na tem področju. Torej, če imamo predolge čakajoče vrste in v tem trenutku, kakorkoli nam očitajo, pa je bilo to že 3-krat, mislim, da zavrnjeno v Državnem zboru ta rešitev, še vedno ni nihče ponudil boljše rešitve, kot je ta. To, da rešitev ni to,
da se sedaj prepoveduje delo zdravnikov pri drugih izvajalcih, ne, ki se potem misli, da se bo iz tega naslova naredili več v okviru teh javnih zavodov. To pač ni nikakršno omejevanje in prisila, da bo nekdo delal za to več v javnozdravstvenem sistemu, seveda ni prava pot. Zato, če mi želimo in mi predlagamo, da za neko obdobje, lahko je to leto dni, lahko je 2 leti, vključimo vse razpoložljive resurse, ki jih imamo na tem področju. Poudarjam še enkrat, vključijo se vse tisti izvajalci, ki izpolnjujejo vse osnovne zakonske pogoje, torej, da imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, da se pri vseh teh izvajalcih opravlja varna, kvalitetna zdravstvena storitev. In to je tisti minimum, s katerim sem prepričan, da če kot družba stopimo skupaj, bomo čakalne vrste zagotovo zmanjšali, ne bomo jih odpravili, jih bomo pa zmanjšali. In ko vse to, bom rekel, pridemo v neko normalno delujoče stanje, se pravi, ko ta problem je rešen in praktično nimamo nobenega več, ki čaka na dopust na čakajočo, potem seveda lahko lažje vpeljujemo tudi vse ostale spremembe. Zato pravim, v tem trenutku nekih boljših rešitev mi nismo opazili, jih niso predlagali, mi bi jih podprli, če bi bili. Zato po tem trenutku še vedno vztrajamo in mislimo, da je to dobra rešitev za situacijo, v kateri smo. In tukaj mi dobimo kar veliko podpore, bom rekel, iz strani mnogih tudi zunanjih opazovalcev zdravstvenega sistema, ki poudarjajo, da je ta rešitev v tem trenutku najbolj smiselna. Še en argument je tukaj, zdaj v bistvu v preteklosti se je te ideje očitalo, da gre za to, da potem nekateri, ki delajo v javnem sistemu, ne bi bili tako učinkoviti v javnem sistemu, ker bi popoldne skrajševali čakalne vrste pri zasebnikih. S tem, ko se je v zadnjem obdobju tako brutalno poseglo v ta raven, da se loči sistem na javni pa zasebni, državni pa zasebni, je ta očitek odpada, ker zdaj bi to izvajali pač tudi zdravniki, ki so bodisi redno zaposleni pri zasebnikih ali pa, bom rekel, drugače vezani z neko drugo pravno delovno zakonodajno obliko. Skratka, ta očitek je bil ves čas, da to pomeni prelivanje kadra iz javnega v zasebno, seveda to odpade, ker tukaj je zdaj zelo jasno, ta zakon je napisal oziroma naredil, ki je bil sprejet v novela zakona o zdravstveni dejavnosti, da pač lahko pri zasebniku redno se zaposlujejo in ti gredo izstopijo iz javnega državnega zdravstvenega sistema. Torej, očitek je bil ves čas odpade in nam je še vedno, če je res vsem v interesu, da je pacient na prvem mestu, in to je za njega še vedno najboljša rešitev, bi pričakovali večjo podporo temu, žal pa potrebno očitno za novo vlado ponovno poskusiti in to podverjamem, da ne bo uspelo. Jaz tudi in lahko poveva, da pravzaprav ta sistem, ki sva ga zdaj opisovala, že deluje, samo za primere, ko se bolniki, ker doma predolgo čakajo na storitev, odločijo za storitev v tujini in ker so doma predolgo čakali, jim za storitev povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej, ta denar je torej na voljo, samo da namesto, da se razdeljuje doma, se seli v tujino, tudi v zasebne klinike in sektor, verjetno. Ne? Seveda, to je popolnoma nerazumljivo. Tukaj imamo domač kadar, imamo domače sposobne ljudi, zdravnike, ki to lahko naredijo. Seveda, mi pa na nek način silimo tako iznajdljivost v smislu tega iskanja storitev v tujini. Skratka, tukaj sploh ni potrebno kaj dosti komentirati. To je nekaj, kar je po svoje nedopustno, po drugi strani pa edino razumljivo, da se na ta način dela, ker ne znamo obvladati čakalnih vrst na ta račun, kot bi bilo potrebno. Zato pravim, Nova Slovenija ima tukaj zelo jasno sliko. Za nas je na prvem mestu pacient in pacient v tem trenutku potrebuje zdravstveno storitev, dobiti jo mora, ker za to plačuje prispevke in dobiti jo mora plačano tudi strani ZZS-ja. Ali je to storitev naredi pa zasebnik, ali je naredi bolnišnica, imamo kvalitetne bolnišnice, pa vam povem, da za pacienta ni tisto glavna stvar. Glavna stvar je, da dobi to storitev pravočasno, kvalitetno, varno in strokovno. NSi je bila tudi zelo kritična seveda do bom rekla, temelja urejanja zdravstva, ki ga je vlada poimenovala reforma. Mi se sicer ne strinjamo s tem, da bi bila to reforma, ampak v resnici je Ustavno sodišče razveljavilo, povozilo ta ključni element, se pravi prepoved dela zdravnikov, ki delajo v državnih ustanovah, tudi v zasebnem sektorju. Kako si to razlagamo? Kako misliš, da se bo vlada rešila iz te situacije? Ali se sploh lahko reši, posebej, če imamo v mislih, da je tu konec mandata? Ja, to je seveda velik madež na tem zakonu, oziroma če rečemo tudi na področju urejanja zdravstva v tem mandatu. Že v osnovi je ta napačna usmeritev, ko se dela kot družba ali pa kot ločevalci delajo na tej, da se družba deli. Torej, sodobne družbe delajo na tem, da iščejo
čim več sinergij med različnimi subjekti, med različnimi partnerji. Skratka, neke prave družbe 21. stoletja delajo predvsem na sodelovanju, predvsem na zaupanju, na povezovanju, na iskanju sinergij, komplementarnosti in podobnih stvari. In mi smo se seveda odločili, torej mi govorim kot vlada oziroma kot zakonodajalci, da pa nas bomo pa postavili zelo jasno ločnico, kaj je zasebno in kaj je javno oziroma državno in kaj je zasebno. In logično je, da to je v bistvu ena taka umetna pregrada, ki pravzaprav v praksi sploh ne veš, oziroma je zelo težko zagotoviš, da tako res vse deliš, to je tukaj, vmes pa nek zid in ne sme biti nobenega sodelovanja. To v praksi je nemogoče. Tudi zdravniki med seboj sodelujejo, konzultirajo se in tako naprej. In ta delitev, da je nekdo zdaj samo zasebnik, pa ne more nikjer nič drugega, je pač neumnost. Ponavljam še enkrat. Dobre, uspešne družbe so tiste, ki znajo to povezati, ne pa z zakoni in z vsemi ostalimi predpisi izvajati delitve. Tako da zdaj to, kar je Ustavno sodišče, je pričakovano. Poskuša se mogoče malce to pomanjšati, da to ni nič kaj takega, da je samo en majhen delček tega zakona zdaj nekako pod padu, da pa še vedno je usmeritev in vse ostalo isto. Po moji oceni to ni kar tako, vendarle to ne gre za to, da je nekdo pripravil kot v podjetju nek dokument, pa ga je zdaj direktor še malo rekel, da tole pa še ni dobro, pa treba malo popraviti. Tukaj vendarle govorimo o tem, da je Ustavno sodišče kot varuh ustavnosti presodilo, da omejevanje ni primerno in da je to nekaj, kar močno posega v pravico posameznika. Nenazadnje Evropska unija bazira na prostem pretoku blaga, kapitala in ljudi. In bom rekel, nek močan poseg v zasebnost, kaj lahko počnem in kaj ne, je seveda vendarle v nasprotju z Ustavo. In tukaj je ta, bom rekel, črn madež ali pa ta zadeva seveda očitna. In po moji oceni, naši oceni, tudi strokovnega odbora za zdravstvo, je to vendarle tisto ključna zadeva, na kateri lahko rečemo, da ta poskus ni bil uspešen in bi pač Nova Slovenija seveda to reševala drugače. Ja, pa tudi posledice se že kažejo, odhajajo vrhunski specialisti iz javnega zdravstva, zapirajo se oddelki, nekaterih storitev ne bo več, ne samo zato, ker so oni odšli iz javnega zdravstva, ampak tudi zato, ker jih zasebni sektor ne more ponuditi. Govoriva o katerih storitvah, predvsem katerih specialnostih? Ja, tukaj je kar nekaj specialnosti, seveda, ki ne samo, da potem, ko nekdo, vrhunski strokovnjak, zapusti recimo Klinični center Ljubljana ali pa kakšno drugo ustanovo, da pravzaprav teh storitev bo vedno težje dobiti, ker jih nihče drug pravzaprav ne bo mogel ponuditi in izvajati zaradi kompleksnosti in vsega ostalega. Nekateri od teh seveda lahko odide tudi v tujino in jih nekako, bom rekel, izgubimo za to obdobje. Tako da to je zelo nevarno, in bom rekel, te usmeritve, ki te silijo, vrhunski kader, ki so nerazumljeni znotraj tega sistema, zdaj je, bom rekel, ena velika škoda in izguba. Zato še enkrat poudarjam, tudi ravno Nova Slovenija, ki pravi javno zdravstvo in tukaj javno zdravstvo pa in tudi to, da imajo ljudje dostopnost do teh vrhunskih strokovnjakov v okviru javnega zdravstvenega sistema. In to, poudarjam, je zelo veliko škoda in mi obžalujemo vsak tak poskus. Je pa zanimivo to, da vsaj kar je tudi iz medijev razvidno, da nihče ne omenja prav veliko denarja, da gre to zaradi denarja. Gre predvsem zaradi nezmožnosti nadaljnega razvoja, zaradi slabih odnosov, morda tudi neke neperspektivnosti. In to je tisto, kar je ključno, kar zaboli, In zato se pravi, Nova Slovenija bi tukaj, kaj bi tukaj Nova Slovenija naredila? Nova Slovenija ima tukaj rešitev, to je ta naš tretji korak, to je preoblikovanje javnih zavodov v javne gospodarske družbe, neprofitne družbe, kjer pa mi lahko vpeljemo noter te elemente korporativnega upravljanja, kjer so zelo jasni, bom rekel, procesi nagrajevanja, procesi stimuliranja in tako naprej. In tukaj so ti vzvodi, da lahko ta kader obdržiš bistveno večji kot pa sedaj, ki se tudi v okviru zdajšnje zakonodaje poskuša sicer vpeljati neka nagrajevanja, ampak veste, ko se te gospodarske javne družbe ustanovijo, sformirajo, to velja popolnoma druga zakonodaja in vse ostalo. Tako da to je naš tretji korak, se pravi, mi smo rekli najprej, če ponovimo, najprej zaupanje med vsemi deležniki, to je ključ, potem gremo takoj rešiti čakalne vrste, ki so problematične. Zdaj, tretja stvar je, seveda rešuješ čakalne vrste tudi na ta način, da imaš optimizirano mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev in to pomeni tudi javne zavode, ki danes delujejo. Tako da te trije koraki so tle, po reku, ključni. Mogoče bi tukaj še zdaj četrti korak, ali pa četrti steber, je pa seveda to, da je potrebno ravno to, ne imeti delitev
med javnim in pa zasebnim. Poudarjam še enkrat, zasebnega je res zelo malo v Sloveniji, tega ni tako veliko, sliši se veliko, ampak ni tako veliko. Je potrebno narediti sobivanje, je potrebno omogočiti razvoj enega in drugega sistema, z vidika seveda nacionalnega pomena, pa seveda komplementarnost in sodelovanje med enim in drugim. In to je ta naš 4. korak in to bomo tudi naredili. Se pravi, ne da bomo delili, ne da bomo delitve izvajali, postavljali zidove, nekakor ne. Mi bomo postavljali sinergije med enim in drugim. Mogoče, če malo bolj po domače poveva, kaj prinašajo te rešitve korporativnega upravljanja, zakaj je potrebno to urediti? Zato, ker je v bistvu v vsakem, organizirani družbi, in v podjetju, kakršnokoli že je, so bistveno drugačni procesi nagrajevanja, procesi vodenja, točno se ve, kdo je za kaj odgovoren, nosi za to in prevzema odgovornost. Odzad so tukaj, bodisi nadzorni sveti, ki zelo jasno postavijo, kakšna so pričakovanja in tako naprej. V tem trenutku v okviru zakonodaje javnega zavoda je to bistveno težje. In tudi, če primerjamo se s tujino, govorim pa seveda o neprofitnih javnih družbah, ki je čist primerna oblika in je to zelo poznana tudi po svetu. Tako da to je popolnoma drugačen način upravljanja in zato pravim tudi ljudje, ki nekako znotraj tega sistema zdaj ne ponajdejo svojih priložnosti, bi na ta način lažje videli, kaj se od njih pričakuje, ker marsikdo reče, da niti ne ve, kaj se od njega pričakuje. Tudi zelo jasno se postavijo cilje, kaj se od nekoga pričakuje, so merljivi cilji. In seveda se tudi gleda realizacija in se gleda uspešnost. To je eno tudi od ključnih zadev, je, da marsikdo bi rad delal, bi lahko storil več, da tudi nima možnosti, bodisi da ni drugega kadra in ostalih stvari. V okviru drugačne organiziranosti zagotovo so ta vidik. Mi nismo dali to na prvo mesto, smo pa dali enega od 4 teh ključnih stebrov za spremembo. Tle veliko še pomeni veliko drugega. Tukaj govorimo tudi potem, da take gospodarske družbe imajo digitalizirane procese, da uporabljajo vso to digitalizacijo, ki je sedaj na voljo. Skratka, govorimo o zelo široki paleti procesov, ki so tukaj. In tukaj po našem mnenju je to še vedno, torej, ko se jasno postavljene odgovornosti, ko se jasno pričakuje, kaj kdo mora storiti, potem bodo tudi rezultati zelo jasni in vidni. Potem se tudi ne bi dogajalo več to, kar recimo trenutna vlada zelo izpostavlja, to, da zdravniki predčasno končujejo delo v javnem zavodu, zato da odhajajo v zasebni sektor. To je tudi del odgovornosti na upravljanju. Definitivno. Kot rečeno, mi ne vidimo nobene težave, če nekdo opravi vse svoje delovne obveznosti v okviru javnega zdravstvenega sistema, vse svoje obveznosti, vse, kar se od njega pričakuje in je to merljivo in dokazljivo, mi ne vidimo nobene težave, da karkoli počne še v svojem prostem času. Seveda, zopet pa poudarjam, da se verjamem, da se vsak zaveda tudi svoje, čist psihofizične zmožnosti in sposobnosti, koliko lahko še naredi, drugje. Ampak jaz sem to prepričan, da zna vsak presoditi pri sebi, ker nenazadnje tvega svoj ugled, tvega pacienta in vse ostalo. Tako da jaz sem tukaj prepričan, ponavljam še enkrat, da če so stvari transparentne, če so jasne, potem nekako trg, družba sama se rešijo vsi ti ključni problemi. In ni toliko tega predpisovanja, ukazovanja in tako naprej. Jaz vedno tako gledam, zdravniki, po mojem mnenju, oni predvsem želijo delati, imajo posebno poslanstvo, želijo, kirurgi operirati, drugi na primarni ravni. In ukvarjati se z vsemi temi drugimi stvarmi, tudi administrativnostjo in vsemi temi procesi je seveda za njih, kar napora. Se mi zdi, da jih je treba razbremeniti. Zato pravim, ko sem prej rekel na začetku, v zdravstven sistem treba pripeljati eno svežino. Nekako malo, da se to zadiha, mogoče kakšne stvari poenostaviti in enostavno jim dati možnost, da res zdravniki delajo, administrativno osebje uredi administracijo in tako naprej. Skratka, vem, lahko bo še en očitek, bodo rekli, Nova Slovenija se tako zdi vse to poenostavljeno. Ni res, da je vse tako poenostavljeno. Ocenjujem pa, da je zdaj vendarle povsem zakomplicirano in da na mnogih področjih so predpisi med seboj prepleteni, imamo zakon, imamo podzakonski akt, imamo uredbo, imamo odločbo, imamo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, potem navodila za obračun. Skratka, to je res neko prepleteno na vseh področjih, in mogoče treba tukaj malce zadihati, malce to, in to pravim Nova Slovenija, to, ko pravim Nova svežina, čas je, neka nova svežina in mislim, da Nova Slovenija skupaj še z nekaterimi drugimi, ki podobno razmišljajo, smo lahko ta svežina, zato, da zdravstvo, zadiha in požene z novo energijo in gremo in naredimo sodoben sistem, ki mora biti, ki se ga zaslužimo Slovenci. Dotaknila se bova pa pravzaprav še enega novega koraka
In to, mislim, še enega ukrepa, ene rešitve, in sicer Zavod za zdravstveno zavarovanje. Imamo tudi kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo prav na ZZZS. Kaj bi tukaj spremenila Nova Slovenija? Vemo, da je kar precej kritik tudi uperjenih v Zavod za zdravstveno zavarovanje. Govori se o milijonih, milijardah, vedno višji so prispevki, vedno manj dobimo za ta denar. Luknje so v proračunu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Kako bi se Nova Slovenija lotila teh zadev? Zdaj, mogoče v osnovi vendarle so nekateri zadnji ukrepi, ki jih ima tudi Nova Slovenija v svojem programu, nekako prihajajo na površje za novim vodstvom ZZS, kar je na nek način dober. Sveda je, še veliko, priložnosti, ne nazadnje, ne pozabimo, mi imamo 6 milijard, ZZS je lahko bistveno bolj aktiven kupec zdravstvenih storitev, na drugi strani pa lahko odigra tudi zelo pomembno vlogo pri pogajanjih z dobaviteljih. Tako da, mi od Zavoda zdravstveno zavarovanje zares pričakujemo še zelo veliko. Podarjam še enkrat, nekateri ukrepi se nam zdijo nekako kar pravi. Definitivno pa je to velika organizacija, če rečemo velik sistem. Rešitev pri Novi Sloveniji so znane, mi nekako vendarle želimo odpreti zelo jasno razpravo tudi morda o več ponudnikih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Torej, to je neka konkurenčnost in potem zopet pravimo trg, ugotovi, kdo je dober, kdo mogoče malo manj, in nekako ta tekmovalnost nekako naredi, da vsi skupaj dobivamo boljše storitve. Bolj se pogajaš za storitve, ki jih želiš ponuditi svojim zavarovancem. Več ponudbe lahko pripelješ in tako naprej. Tako da mi definitivno tukaj pričakujemo tudi spremembe v prihodnosti na tem področju. Podarjam še enkrat, tukaj je potrebno iti premišljeno, ampak ko mi gledamo primerjavo s nekaterimi drugimi državami, pač tukaj nam očitajo, da je Slovenija premajhna za več ponudnikov, ampak bi rekel morda, torej govorimo zdaj dolgoročno, to ni naš zdaj prvi ukrep, ampak definitivno pa je naš prvi ukrep, da znotraj ZZS-ja delujejo, da je strokoven kader, da pa seveda potrebujejo tudi še, morda tudi zakonsko določeno večjo podporo, predvsem kar se tiče teh nadzorov, kar se tiče pogajanj in tako naprej. In tukaj je še kar nekaj rezerv v zdravstvenem sistemu in podarjam pa še enkrat, nekateri nastavki so pa zdajle pravilni, definitivno, ampak to so prvi koraki, rezultati morajo pa še priti. Zdaj ti bom pa postavila še par vprašanj, ki so pravzaprav vezani na razloge za čakalne vrste. Tudi ta vlada predstavlja vedno neke različne podatke, z nekimi administrativnimi spremembami so se te številke naenkrat zmanjšale, ministrica se zgovarja na netočne podatke. Skratka, veliko okoliščin je, ki vplivajo na to, da čakalne vrste obstajajo. Verjetno nek delež čakanja bo vedno obstajal, ker so mogoče povpraševanja po določenih storitvah večja kot pri drugih. Ampak kaj so ti ključni razlogi, da bodo ljudje razumeli, zakaj čakamo na storitve v javnem zdravstvu, če pa pri zasebniku plačamo, dobimo lahko storitev že naslednji dan? Ja, zagotovo eden od teh razlogov je to, da imamo na področju določenih, na podlogi plačevanja storitev iz strani ZZS-ja omejitve, planske omejitve na letni ravni. V zadnjem obdobju je več storitev, ki se plačuje po realizaciji, ampak še vedno pa imamo neke planske omejitve in toliko se lahko naredi in znotraj tega seveda več se ne da, tudi če je večje povpraševanje. Lahko te tukaj ustavim. Enkrat sem za lažje razumevanje ti dala en tak zelo plastičen primer. Se pravi, če bo koncesionarju, se pravi, to je ponudnik, ki dela hkrati v okviru javnih sredstev in hkrati ponuja storitve na trgu, če po domače poveva, dobi od zavarovalnice, na pamet govorim, plačilo za 20 storitev na dan, recimo. In če je nekdo čaka, ki bi bil 21, mu lahko storitev, ki si jo plača, sam ponudijo takoj, ne morejo pa mu takoj ponuditi storitve za javni denar oziroma za zdravstveno zavarovanje, ker je teh 20 terminov že plačanih in končanih. Tako. Ravno iz tega naslova pa, da ne pride do teh čakajočih, torej mogoče še razlogi, zakaj so, seveda ne smemo pozabiti vendarle tudi na demografske trende. Tukaj je smo starajoča družba, postajamo, se pravi, tudi ta demografska zima, ki se omenja, več starajočih in iz tega naslova seveda je večje povpraševanje po storitvah. Na drugi strani je nekje realizacija upravljenih storitev v javnem sistemu manjša, nekje tudi večje, kakorkoli, ne moramo se reči, da je manjša, ampak iz tega naslova seveda nastaja ta razkorak. Na drugi strani tudi primarno zdravstvo, seveda z vidika tega, da
poskuša pacientu, ki pride, se pravi, na prvo raven zdravstva, to je primar, ne, pravzaprav mu omogočiti najboljše možnosti diagnostike, da se ugotovi, kaj je, in seveda iz tega naslova je potem tudi več napotitev. In skratka, tako da so, bom rekel, ti razlogi nekako skupek določenih razlogov, ne, in vse to rezultira seveda v čakalnih vrstah. Zagotovo je smiselno bi bilo, in tukaj je vedno vprašanje, ne, ali je realizacija upravljenih zdravstvenih storitev optimalna. Torej, to je tisto, kar smo se prej pogovarjali, ali imamo plane, koliko mora kdo narediti, ali nekdo spremlja te plane in tako naprej. Skratka, tako da tukaj je, rekel, skupek, seveda tudi organizacija sistema, organizacije dela v posamezni ustanovi, vse to rezultira, da vse te stvari, da se čakalne dobe pač povečujejo. Ampak tisto, kar je, seveda tudi imamo potem razne metodologije, s katerim to nekaj urejamo, nekaj ne urejamo. Eden od razlogov seveda je tudi to, da imamo dosti neurejeno stanje, da veliko pacientov se ne odpove, ko je naročeno, in na nek način bukira stvari, čeprav je mogoče on storitev naredil že tudi samoplačniško, če rečem. Tisto, kar pa je pri tej zadevi še potrebno povedati, po naši oceni je nekaj, kar je celo nehumano mogoče, je to, da dobi posameznik termin za neko storitev leta 2029-2030. To pa se nam zdi, da je prav, posameznik, ki potrebuje zdravstveno storitev, da dobi dopis domov, da je čakajoče in da predvidoma pride na storitev leta 2029 ali 2030, je pa nekaj, kar je absolutno nedopustno po našem mnenju. Tako da, kako se čakalne vrste skrajšajo, ponavljamo še enkrat. V tem trenutku mi vidimo edino rešitev. Vključimo vse resurse, kot rečeno, če so čakalne vrste naš požar, ko je bil na Krasu požar iz cele Slovenije, so prišli prostovoljci in gasili. In to je isto tukaj. Če mi ocenjujemo, jaz mislim, da družba ocenjuje, da so predolge čakalne vrste naš požar, potem dajmo vključiti vse resurse. Lahko to omejimo, rečemo za 2 leti, da se stanje popravi, potem pa vidimo, kaj naprej. Saj to ne pomeni, da bo ves čas tako, ampak in to so najboljši odgovori na vse, vedno. Dajmo vključiti vse, kar se da, ponudimo vse, kar se da, ljudje bodo dobili te storitve pravočasno, bomo prišli na neko normalno stanje, potem pa gremo delati druge spremembe, ki jih potrebujemo. Govorimo o digitalizaciji, ki je že zakon sprejet, pa potem o varnosti in kakovosti. Mi imamo še celo paleto, ker se sploh ne pogovarjamo, kaj vse lahko pravim za to tehnologijo, ki je danes na voljo, naredimo, koliko lahko lajšamo delo zdravnikom, koliko lahko to uporabimo pri njihovem delu. Skratka, mi se pa ves čas vrtimo predvsem v tem smislu, kdo lahko dela, kje lahko dela, kje je tukaj pacienta. Mi se vedno pozabi na pacienta. Če je pacient na prvem mestu, potem bo naša rešitev v tem primeru edini pravi odgovor na to. Pa bova šla zdaj kar nekaj vprašanj oziroma komentarjev pravzaprav je prišlo. Tukaj je mogoče, ne vem, nisva bila mogoče dovolj jasna, je namreč tukaj en zapis, da že danes lahko uporabniki izbiramo izvajalca po lastni želji z uporabo zvema ali spletne strani. To je sicer res, ampak so v tem naboru samo koncesionarji in torej državne ustanove. Po naši ideji bi se sem vključilo tudi zasebne ponudnike. To je ključno. V tem trenutku je to ključno. Tudi ne vidimo primerljivo. Tudi to recimo v našem programu je rešitev, da mi bi, kar se tiče področja koncesij, da bi področje koncesij ostalo, ampak tisti, ki nimajo koncesije, imajo pa to dovoljenje za upravljanje zdravstvene dejavnosti, da se na nek način izenačijo. Tukaj je tudi vprašanje, ali po našem predlogu, če bi bilo potrebno razliko v ceni med javnim in zasebnim izvajalcem doplačati, vsekakor ne, ker naša ideja je, da če plačujemo zdravstveno zavarovanje, zato dobimo storitev, ne glede na vrsto izvajalca. Tako je, seveda. V nobenem primeru, torej storitev je absolutno plačana iz strani ZZS-ja in ni razlike. Tukaj je vprašanje glede zdravstvenih regij, ki je tudi ena od vladnih rešitev. Kako nameravate zagotoviti, da bodo čakalne vrste za specialistične preglede res skrajšane, če bodo sredstva še vedno vezana na posamezne bolnišnice? Trenutno ZZZS plačuje posamezne bolnišnice, ne regijo kot celoto, kar pomeni, da direktorji izgubijo sredstva, če pacienti gredo drugam. Kako bo regijski sistem spodbujal sodelovanje in dostopnost za paciente, ne da bi kdo izgubil sredstva? Ja, te regije, ki so zdaj, jih je vlada pred kratkim sprejela, seveda imajo verjetno svoj namen. Ta namen je, kot razumemo mi predlagatelja, predvsem to, da se na območju tiste regije izvajalci čim bolj povezujejo, ampak
tudi brez regij se lahko izvajalci povezujejo že danes, ne? Tako da bom rekel, en korak, lahko rečemo prava smer ali ne. Jaz mislim, da to ni lih korak, ki je ta trenutek ključen. Mislim, da je ključno to, da pogledamo, a bi se dalo mogoče tudi združevati kakšne bolnišnice, ki jih imamo, in znotraj tega privarčevati kar nekaj denarja že z vidika upravljanja in pa vodenja. Tako da mi vidimo tle večje priložnosti, skrajšali čakalne vrste bi pa, kot rečeno, saj naš predlog velja za celo Slovenijo. Se pravi, posod, kjerkoli so na kakršnemkoli območju. Tudi jaz mislim, da so ljudje, pacienti, da so mnogi pripravljeni tudi narediti malce več kilometrov za to, če pridejo do zdravstvene storitve pravočasno. Tako da prehod iz enega območja v drugo območje ne vidimo kot nobeno težavo. Ampak še enkrat, mi ne vidimo, da je združevanje, mislim, da so regije da je to ključna zdaj rešitev. Mi še vedno imamo težavo s tem, da smo šli v delitev javnega, zasebnega. Mi imamo še vedno ključno težavo, da se na nek način zelo daje veliko prednost izključno javnim zdravstvenim zavodom. Ponavljam pa še enkrat, Nova Slovenija je in bo vedno za to, da imamo odlične bolnišnice, da imamo odlične regijske bolnišnice, da imamo UKC. To je atribut državnosti, ki ga mi več čas zagovarjamo. Torej, imeti javno zdravstvo, vrhunske ustanove je atribut državnosti. Tukaj za nas ni dileme. Nikakor ne želimo, da bi se bolnišnice, torej regijske bolnišnice, zapirale ali karkoli, nasprotno. Treba se mogoče fokusirati na kakšno specialnost, da se regijske bolnice malce bolj fokusirajo po neki specialnosti, da ni potrebno, da imajo vse storitve, ampak da je mogoče malo, na določenem območju imajo res vrhunske zdravnike za področje urologije, mogoče je smiselno, da se malce več na tem področju torej na nek način promovira, deluje in izvaja zdravstvene storitve. Tako da, ponavljam še enkrat, ni to ključna stvar, definitivno pa je potrebno, to pa je zanimivo, znotraj regije se išče te sinergije, nikakor se pa noče iskati te sinergije med javnim in zasebnim. To je tisto, kar je tukaj spet recimo iz tega naslova zelo, zelo razvidno. Malce nerazumljivo tudi. Popolnoma nerazumljivo. In kot rečeno, prosperirajo samo tiste družbe, ki iščejo sodelovanje, sinergije med seboj, ker vseh nas je premalo. Nas je vseh premalo. Zdravnikov primanjkuje povsod, tudi v celi Evropi. Kako se rešujejo po Evropi? Zelo preprosto. Iščejo pomoč, sinergija tudi v tistem delu, kjer so čisti zasebniki. In teh praks je kar nekaj po tujini. Tako da iz tega naslova, ko nas je že malo, ne rabiš še delitev, rabiš sodelovanje, dajmo vsi skupaj stopiti, pa naredimo to. Ponavljam še enkrat, zdravstvo ali pa zdravstvena storitev, pa dajmo reči kot zdravje, kot vrednot, ne izbira strank. Dokaj smo vsi za to. Vsi želimo zdravi, zadovoljni, podaljšati zdrava življenjska leta. To je cilj vseh nas. In tukaj, če damo pacienta na prvo mesto, potem dajmo mu najprej skrajšati oziroma dajmo mu povečati dostopnost, da pride, da se ugotovi, kaj je. Tukaj moramo še eno stvar, nismo omenila, Torej, zdravstveni sistem, kot rečeno v Sloveniji, torej za tistega, ki vstopi v zdravstveni sistem, je res lepo poskrbi in mu omogoči zdravljenje in tako naprej. Problem je ta nedostopnost. In če mi zmanjšamo še to nedostopnost, jaz verjamem, da smo na pravi poti. Ponavljam pa še enkrat, ob tem, da tudi vsi tisti, ki vsak dan delajo, povejo, kakšne so njihove rešitve. In oni povejo, kakšne so rešitve, pa niso slišani. In to je tisto, kar mi želimo, da so slišani. To je tako kot recimo, ko električarju. Mi električarju zaupamo, da bo pravilno napeljal električno napeljavo. Mu zaupamo. Ne dvomimo v njegove odločitve in rešitve. Enako pa velja zdaj za zdravstvo. Tisti, ki delajo v tem zdravstvenem sistemu, jaz verjamem, da imajo ogromno rešitev. In ko smo jih mi vključili v strokovno delo, je bilo tukaj ogromno idej, kaj se vse da. Torej, nihče ni prišel s tem, kaj se ne da, ampak kaj se vse da narediti. In nihče ni govoril o tem, kako želi veniti iz javnega sistema, kako želi zapustiti. Ne, niso govorili o tem, ko smo mi pisali ta program. Govorili so o tem, kaj vse se da še. In to je tisto, zakaj ne bi mi kot družba te njihove ideje, resurse in vse to uporabili. In ne imeli, nek predznak, da jim gre samo za neke druge stvari. To zdrava družba ne funkcionira tako. Ja, tudi vzdušje ni pravo. Ni pravo vzdušje in zaupanje ni. En zanimiv komentar naj napeljuje k odgovoru oziroma k mnenju in sicer o tem, da bi bilo treba okrepiti primarni nivo, da se pravzaprav čakalne vrste ustvarjajo tudi zaradi preslabe diagnostike, tako rekoč na primarnem nivoju. Skratka, tukaj uporabnik meni oziroma poslušalec, da je rešitev okrepitev osnovnega zdravstva in diagnostična obdelava neurgentnih pacientov na primarnem nivoju.
Absolutno zelo smiselno mnenje, ga zelo podpiramo in to je tudi naše stališče. Primarija srčika je vstop v zdravstveni sistem, delujoč primarni zdravstveni sistem seveda tudi uspešno filtrira napotitve v sekundarni zdravstveni nivo. Absolutno lahko pravi čas, zopet bom rekel, se opravijo prave zdravstvene storitve, zato da se tudi pacientu potem omogoči pravo zdravljenje. Tako da definitivno zelo v redu. Primarno zdravstvo je tisto, ki ga je potrebno krepiti. Kako se ga krepi? Tudi z bistveno, bom rekel, izboljšano podobo, kaj pravzaprav je družinska medicina, kaj je to primar in vse ostalo. Mi imamo tukaj na tem področju tudi en izziv in sicer, da če pogledamo, bom rekel, medije in vse ostale stvari, ki redno poročajo o tem, kaj se dogaja v zdravstvu, v zdravstvenem sistemu, kar je pohvalno. Seveda pa za nekoga, ki je mogoče mlad, ki se odloča, kateri poklic bi si izbral, pa seveda mogoče ga to tudi na nek način malce straši, ne? Mu je všeč mogoče zdravstven poklic, ampak ko vidi, koliko je nekih izzivov na tem področju, da morda potem se nekako, tako da se mi zdi, da je potrebno izboljšati tudi to medijsko podobo, ampak to ne pomeni, seveda, da si zatiskamo oči pri tem, kaj je dobro, kaj je slabo, ampak da delamo tudi na tej pozitivnosti, da vendarle, mi potrebujemo več vpisa, več ljudi, da se vpišejo v medicinsko fakulteto. Ponavljam še enkrat, ker je zelo strokovna, mi imamo odlično medicinsko fakulteto, ne nazadnje pogledajte, koliko zdravnikov deluje po tujini, ravno iz tega naslova, ker vejo, da so v Sloveniji kvaliteten kader iz šola na fakultetah in vsem ostalem. In zato pravim, tukaj je potrebno tudi ta, rekel, pozitivna podoba zdravstva, da je to res poslanstvo posameznika in tudi na tem področju osveščati. Mi da se nismo niti dotaknila recimo na tej primarni ravni o preventivi, nismo praktično nič rekla. Torej mi imamo tukaj izjemno velik potencial še na tem področju. Kaj lahko se naredimo na preventivi? Tudi z vidika podjetij. Jaz poznam veliko podjetij, ki zelo skrbijo za zaposlene, ki izvajajo razne, bom rekel, programe in tako naprej. Potem zdravstveni domovi, ki imajo en kup celih programov, ampak dajmo tudi stimulirati podjetja, dajmo kakšne olajšave za to, ki skrbijo za vse te stvari. Tako da ta preventiva skupaj z tem, bom rekel, kar je bilo omenjeno, z razvojem primarne zdravstvene ravni, absolutno tudi dolgoročno, ampak to pa zdaj dolgoročno. In spet smo pri tistem, dajmo pogasiti požar, potem se pa gremo vse te stvari, ki bodo tudi dolgoročni učinki za slovensko zdravstvo, za slovenskega pacienta. Ena uporabnica meni, da je javno zdravstvo daleč od tega, da bi bilo okej, ampak po najinih izkušnjah je pravzaprav tako mnenje takšno, zato ker ljudje ne pridejo do storitev, ko jih potrebujejo, ker so zdravstveni delavci tudi pogosto preobremenjeni, verjetno so še kakšni drugi razlogi. Absolutno, kot rečeno, vedno seveda se bo tudi najdla, poiskala kakšna slaba izkušnja, to je dejstvo, to se zgodi, kot rečeno, večji priliv pacientov je zaradi starajoče družbe in vseh teh okoliščin, ki so čisto objektivne narave, manj kadra je in seveda, ampak še vedno pa, kot rečeno, govorimo, mi imamo stroko, ki je absolutno na visoki ravni, ki moramo zaupati in seveda tudi posameznik, ki se prepozna, ki vstopi pravočasno v zdravstveni sistem, ima velike možnosti, da se tudi uspešno pozdravi še pravočasno. Absolutno pa seveda to zdaj ne pomeni, da je povsod vse v redu, to ne pomeni, da je povsod slabo in tako naprej. Tukaj moramo biti, kot rečeno, objektivni, ponavljam pa tisto, kar je ključno. Ključno je to, da mi vsi si zaslužimo več in boljše in smo sposobni to narediti. To je, mislim, da je ključno tukaj. Ne smemo se zadovoljiti s tem, kar imamo, ne smemo se, bom rekel, prenagljati, vse je porušeno, nikakor ne. Ampak dejstvo pa je, sistem je zašel v največjo krizo, kar jih pač v tej samostojni Sloveniji je in zato res nov svež veter, nove sveži poglede in ideje. Glejte, nihče, te naši predloge niso bili še v praksi. Zakaj že vnaprej pravimo, da niso pravi, da ne bodo dali rezultate? Glejte, koliko poskusov je bilo za skrajševanje čakalnih vrst, pa smo še vedno ali pa na slabšem smo. Tako da, dajmo priložnost tudi temu predlogu. Lahko bomo na koncu rekli, glejte, tudi mi nismo smeli tega rešiti, ampak jaz ne verjamem. Jaz verjamem, da je to prava rešitev in ekipa, ki dela na tem programu, ve, da so to pravi koraki, zato tisti 4 koraki, ki jih ves čas omenjamo, so ključni. Zelo preprosti, zelo enostavni. Od zadaj se skriva seveda številne aktivnosti, številni projekti, številni, bom rekel, tudi zakoni in vse ostale stvari, ampak dajmo narediti zaupanje, dajmo si zaupati, poslušamo drugega, dajmo se dogovoriti, kaj lahko naredimo vsi, da se število čakajočih zmanjša in tako naprej. To, kar večkrat sem že v tem pogovoru povedal. To so stvari, ki so od zadaj seveda preučene, to ni nekaj tako, da zdaj samo, bom rekel, z lepimi besedami opisujem, ampak to so dejansko stvari, ampak sej
Mislim, da se vsi strinjamo, da v tem trenutku zaupanje moramo imeti, če hočemo premakniti stvari. Zaupanje pa danes ni. Mogoče pogosto tudi, sicer ko sva govorila o primarnem nivoju, te številke so zelo grozljive, ko slišimo o 150,000 ljudeh brez osebnega zdravnika, o 200,000 ženskah brez ginekologa, tudi pri pediatrih je pomanjkanje, sicer ne tolikšno. Kaj so razlogi za takšna pomanjkanja oziroma tak priliv na drugi strani? Kot rečeno, definitivno, tudi manj kadra na mnogih področjih, na drugi strani povečan pritisk na vse te, predvsem z vidika, govorim primarnega zdravstva, povečan pritisk strani obiskov, strani pacientov, na drugi strani zelo nestimulativno okolje, zato pravim, da tudi zelo malo ljudi izbere to specializacijo potem na koncu. Tako da vse to vedno potem rezultira, da je nekaj, kar je nezanimivo, a ne? Na drugi strani je bilo tudi kar nekaj poskusov, recimo zdravnikov, ki so pa vendarle želeli mogoče to primarno raven opravljati v okviru svoje, bi rekel, koncesijske dejavnosti, pa je bilo nekako to, ni bilo sprejeto in potem seveda tako neperspektivnost so nekateri tudi videli in odšli. Tako da tukaj, a ne, in te številke so zaskrbljujoče in se ne izboljšujejo, a ne. Mi ocenjujemo, da lahko en del naredimo za pozitivno podobo, kaj je družinska medicina, za povečanim vpisom. Na drugi strani pa seveda tudi nagrajevanje, ki mora biti bistveno drugačno, kot je danes. In pa seveda ne smemo vključiti, da primarna raven pokriva tudi občina. In tukaj je potrebno tudi občine vključiti noter, da lahko, bom rekel, za take zdravnike, mogoče v občinah, ki so manjše občine, ki so pa lokalno zavedni in pripadni, da imajo mogoče tudi kakšne druge ugodnosti, če temu tako rečem, za njihovo življenje, kar se tiče vrtcev, šol, stanovanj in podobne stvari. To tujina počne, to je dejstvo. In to je spet, bom rekel, čez noč se ne bo zgodilo nič, ne moramo narediti spremembo čez noč, ker tudi, pravim, to je tako kot, mi dolgo leta se spremembe niso delali v zdravstvenem sistemu, niti se ni dosti krpalo. Ampak naenkrat potem pride, če ti nič ne obnavljaš, če nič ne investiraš, se zgodi, da imaš naenkrat cel kup vseh težav in problemov. In Slovenija ravno zdaj danes v tej situaciji. Na vseh področjih poka, po šivih, in zato je pač potrebno se zmeniti, kaj je prvi korak, kar naredimo, in potem gremo to reševati naprej. Definitivno pa seveda je na mnogih področjih zelo, zelo kritično stanje in tudi zdravstveni kader je na mnogih področjih izčrpan več kot, bom rekel, kot je sploh možno. Torej, bova zdaj počasi zaključila in bova rekla, da ko bo Nova Slovenija skupaj z Razvojno koalicijo postala del razvojne vlade, bo prvi korak, torej zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je že pripravljen in se bomo lotili skrajševanja čakalnih vrst. Zagotovo gremo mi s to, bom rekel, vsebino naprej. Torej, mi želimo pogasiti požar, ki je prevelik in se še širi. In to je naš prvi ukrep zagotovo. Bi pa rad čisto na koncu poudaril seveda v našem programu še ena stvar, ki je izjemno pomembna. In sicer odraža tudi to, bom rekel, že večkrat danes izraženo mnenje, kaj si Slovenija zasluži na tem področju, na področju zdravstva. In sicer, da je v naslednjem tem 4-letnem mandatnem obdobju potrebno resno pristopiti k izgradnji novega univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in razbremeniti dosedanji UKC, to nekako zagotoviti kot regijsko bolnišnico. In tukaj, kot rečeno, da potem na ta način tudi motiviramo, zdravstveno osebje in kader v javnem sistemu, da jih na nek način tudi s tem motiviramo, ker bodo pač dobili čez toliko let, tudi nov univerzitetni klinični center. Mogoče bo kdo rekel, da je to predvolilni bombonček, ki je zdaj zelo aktualno, ampak bodimo iskreni, bodimo odprti, ambiciozni, da si to Slovenija zasluži. Kot rečeno, na mnogih področjih denarja v zdravstvu imamo sedaj relativno več kot kadarkoli, ampak na drugi strani to mora biti nacionalni projekt slovenske družbe. In zopet, če je pacient na prvem mestu, ne samo pri besedah, tudi pri dejanju, potem bi taka podpora mogla biti strani vseh, tudi gospodarstva, tukaj je lahko tudi, bom rekel, kakšno javno-zasebno partnerstvo. Marsikaj se da na tem področju storiti, poudarjam, to je nacionalna zgodba, nacionalni konsens in zopet je to eden od atributov državnosti, kot sem rekel, da ima tudi urejen, sodoben univerzitetni klinični center, terciarno institucijo, za najtežje primere, za najvišji nivo stroke. In to, kar je tudi UKC ves čas bil in, bom rekel, v enem delu je še vedno ostal. In seveda močno javno zdravstvo po vsem tem za piko. Močno javno zdravstvo, s tem, da je na prvem mestu pacient,
uporabnik zdravstvenega sistema. Najlepša hvala, Matjaž. Gremo v akcijo, ne? Gremo delati. Gremo delati. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali. Lep večer in se vidimo kmalu. Hvala lepa za povabilo.